Lep pozdrav, moje ime je Miha Benčina, sem zaposlen v podjetju Tengo Tenis, kjer se ukvarjamo z vso teniško opremo in z vsemi stvarmi, ki spadajo zraven. Drugače sem po profesiji teniški trener z licenco A, tako da te dve stvari tukaj zelo dobro sovpadata skupaj. Danes si bomo pogledali teniške loparje, v katere tri segmente načeloma jih ločimo, pa kako čim lažje zase primeren lopar izbrati. Imamo loparje, ki so malo širše profilni, z malo bolj okroglasto glavo, mi jim pravimo spin loparji, imajo velik potencial rotacije, se pravi za kakšne spinerje je primeren ta lopar. Potem imamo lopar, ki ima pravo razmerje med močjo pa kontrolo, to je rang, ki ustreza največjem številu teniških igralcev, tako začetnikom kot tudi boljšim rekreativcem. Potem imamo pa še segment, ki je mogoče malo bolj tekmovalen, ne pomeni, da dobri rekreativci s takimi loparji ne morejo igrati, so pa loparji ožje profilni, ponavadi imajo tudi manjšo glavo in pa gostejšo razporeditev strun, kar pomeni, da nam da ta lopar boljšo kontrolo od predpostavki, da igramo z enako hitro roko kot pri teh ostalih loparjih. Zdaj pa še poglejmo, kako najbolje izbrati primeren lopar na podlagi vašega znanja. Zelo pomembna je velikost glave, velikost ročaja in pa mehkoba oziroma trdota samega teniškega loparja. Pri izbiri loparja je zelo pomembna tudi teža samega loparja. Zdaj naj povem, da je priporočljivo imeti čim težji lopar, ki smo ga sposobni obvladovati. Težji kot imamo lopar v roki, manj vibracij povzroča, pa tudi žoga pride bolj čvrsta na drugo stran mreže. Tako da veliko ljudi tudi igra s prelahkim loparjem, kar povzroči marsikatero poškodbo roke, ravno zaradi vibracij, ki jih povzroča premala teža. Druga tudi zelo pomembna odločitev pri nakupu loparja je sama velikost ročaja. Včasih smo dejali pri starih lesenih loparjih, da mora biti prostora za en prst, ampak to je veljalo včasih. Takrat so bili leseni loparji, igralo se je s kontinentalnim prijemom, točka udarca je bila za telesom in kot vemo, bistvo tenisa je čvrsto zapestje, ker sem imel točko udarca za telesom, je tukaj najbolj čvrsto zapestje. Z revolucijo teniške opreme in evolucijo teniške igre smo prišli do teh modernih loparjev, kjer so tudi prijemi postali bolj ekstremni. Sedaj stremimo k temu, da te prste dobim čim bližje okoli ročaja, zato da lahko lopar čvrsto stisnem in na podlagi tega imam čvrsto zapestje. Se pravi, izbira prevelikega teniškega ročaja povzroči tudi veliko teniških poškodb, nasploh tudi največ teniškega komolca. Še tretja pomembna stvar pri izbiri teniškega loparja je seveda teniška struna. O tem bomo več tudi povedali prihodnjič, ampak naj povem, nekako pri nas zagovarjamo dejstvo, da 50% šteje teniški lopar, 50% pa sama struna in pa napetost le-te. Vse zainteresirane vas lepo skupaj vabim, da se oglasite v naši prodajalni, kjer imamo na izboru veliko število testnih loparjev, vam jih posodimo, stestirate na igrišču in skupaj pridemo do najboljše izbire teniškega loparja za vas. Hvala lepa in se vidimo naslednjič, ko spregovorimo o teniških strunah.